Spoštovani gostje, spoštovani dekan, spoštovani študentje in študentke, spoštovani potencialni študentje in študentke, ki se boste vpisali na naš študijski program. Veseli me, da ste si vzeli čas in se udeležili tega online webinarja oziroma online informativnega dne, vezanega na naš študijski program, naš magistrski študijski program Uprava, upravljanje v javnem sektorju. Naj vas na začetku seznanjam, da se ta dogodek snema in da tisti, ki se mogoče ne boste, tisti, ki nimajo časa, bodo lahko ta dogodek še ponovno pogledali preko našega YouTube kanala ali pa ga vi ponovno si ogledate, če boste seveda imeli, mogoče boste karkoli prezrli ali pa ponovno želeli poslušati. Seveda, prepričan sem, da bomo danes z različnih zornih kotov predstavili našo fakulteto in naš program. Zato mi je v čast, da lahko pozdravim naše udeležence oziroma paneliste. Najprej seveda sem zelo vesel, da si je vzel čas naš dekan, profesor dr. Janez Stare. Potem bomo seveda iz zornega kota tudi študijskega referata boste dobili uporabne informacije strani predstojnice referata za študijske zadeve, gospe Nataše Ferderber. Potem me izjemno veseli, da sta si čas vzela tudi torej bivša in trenutni študent tega programa, torej predsednica Alumni kluba Fakultete za upravo, magister Gordana Mikunovič in pa torej gospod Grega Rudolf, predsednik študentskega sveta Fakultete za upravo in hkrati tudi študent programa, ki ga danes predstavljamo. Tako da jaz se najlepše zahvaljujem vsem, da so si vzeli čas. Bi pa na začetku in torej najprej nekaj besed verjetno namenili predstavitvi fakultete in v tem pogledu bi prosil dekana, če nam na kratko predstavi fakulteto in njeno delovanje in nas potem popelje proti našemu programu. Dekan, izvolite. Hvala lepa za besedo in lep pozdrav vsem skupaj tudi v mojem imenu. Lepo dobrodošli, bom rekel, na Fakulteti za upravo oziroma na spletnih straneh na webinarju Fakultete za upravo, kjer so danes namenjeni, pa ta dogodek namenjen predstavitvi naših študijskih programov na drugi stopnji. Fakulteta za upravo je najstarejša slovenska inštitucija, ki se ukvarja za izobraževanje vseh tistih, ki želijo delati, proučevati področje uprave. Lahko rečem, smo najstarejši, najboljši, tudi mednarodno najbolj uveljavljeni. Naši začetki segajo v leto 1956, ko je bila ustanovljena takratna višja upravna šola, potem visoka, od leta 2003 pa smo Fakulteta za upravo. Smo članica Univerze v Ljubljani. Univerza v Ljubljani je naša največja, najstarejša, najboljša univerza, sodi med 3% najboljših univerz na svetu in Fakulteta za upravo je njena polnopravna članica. Na fakulteti imamo približno 1000 študentov, približno 70 zaposlenih in zelo ponosni smo, da izvajamo nacionalni program z področja javne uprave in pa ponosni smo tudi, da je naša aktivnost prepoznana v mednarodnem okolju. Smo edina fakulteta v regiji, ki se ponaša tako z znakom EAPA in znakom EMPA. Tale znak EAPA pomeni, da smo pridobili mednarodno akreditacijo za študijske programe na prvi in drugi stopnji in pravzaprav govori o tem, da je naše delo čisto primerljivo z delom najboljših svetovnih evropskih univerz, fakultet na področju javne uprave. Tale drugi znak EMPA pa pomeni, da smo članica združenja najboljših evropskih študijskih programov z področja druge stopnje, na drugi stopnji z področja uprave. To se pravi, tudi ti programi, ki jih danes predstavljamo, so del ali pa zajeti v to združenje. Poleg tega smo vpeti v različne domače in mednarodne tokove, želimo biti blizu študentom in zelo ponosni smo tudi na znak, ki smo ga dobili strani Olimpijskega komiteja, ta pa govori o tem, da smo športnikom prijazna fakulteta. Naši programi zasledite jih na prvi, drugi in pa tretji stopnji. Na prvi stopnji izvajamo 3 študijske programe, in sicer univerzitetni program
upravljanje javnega sektorja, potem interdisciplinarni univerzitetni program upravna informatika, ki ga imamo skupaj s fakulteto za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani in pa strokovni program uprava. No, na drugi stopnji pa bomo v prihodnjem študijskem letu izvajali magistrski študijski program uprava, upravljanje javnega sektorja. Na tretji stopnji, potem, ko boste zaključili magistrski študij, se boste pa lahko vpisali tudi na naš doktorski študijski program, ki ga izvajamo skupaj s fakulteto na Reki. Zdaj, na fakulteti za upravo med seboj sodelujemo, pomeni študentje, vodstvo, pedagogi, skratka, skušamo izoblikovati neko skupnost, kjer jasno ima vsak svoje odgovornosti, vsak svoje pristojnosti, vendar želimo vse to, kar delamo, delati z nekim sodelovanjem in pa predvsem vedenjem, da smo na fakulteti zato, da prinašamo študentom, pa tudi v naše okolje, tisto najboljše znanje, tisto največ, kar je aktualno na področju izobraževanja za javno upravo. Sama fakulteta skrbi za to, ali pa težišče, usmeritev je, da so študentje tisti prvi, zaradi katerih smo na fakulteti, kar pomeni, da skušamo prilagajati ali pa se usmerjati naše delo v smeri, zdaj pričakovanj ni dobra beseda, ampak študijski proces, naše delo, raziskovalno področje sproti prilagajamo oziroma tudi prilagajamo po eni strani pričakovanjem študentov, po drugi strani pa tudi zahtevam trga. To pomeni, da stalno prenavljamo programe, nove predmete izbirne dodajamo, predvsem pa želimo biti aktualni na področju javne uprave. Zdaj, kar se tiče naših znanj, naših vedenj, lahko rečem, znanja, ki jih dajemo, so primerljiva tistim najboljšim v evropskem merilu, rekel sem, to dokazuje ta znak EAPA. Potem skušamo biti sodobna pa praktična fakulteta, kar pomeni, da vsa znanja, vse metode dela so preizkušeni v različnih akreditacijskih postopkih v Sloveniji in pa v evropskem merilu. Potem študenti sodelujemo na različnih področjih tudi izven študijskega procesa, kar pomeni, da imamo razvito obštudijsko dejavnost, kjer študenti lahko dodatno razvijajo svoje kompetence, timsko delo in tako naprej. Skratka, želimo delovati kot sodobna fakulteta, ki prinaša v okolje znanje, ki je potrebno in pa pomembno za področje, ki ga pokriva. Tudi zato po končanem študiju so možnosti zaposlitve različne, številne, praktično na vseh mestih v javni upravi lahko najdete naše študente, naše diplomante, magistre, doktorje. To so najodgovornejša delovna mesta, potem so delovna mesta, ki so povezane z vodenjem v nekih sredinah, pa tudi delovna mesta strokovnih, tehničnih delavcev, delovna mesta uradnikov, skratka zelo pisano. To so zaposleni na upravnih enotah, ministrstvih, občinah, kar nekaj kolegov tudi zaposlenih že v evropskih inštitucijah, evropskih ustanovah. Skratka, ta raznovrstnost zaposlitev je res široka in nekaj, kar je zelo zanimivo, v zadnjem času je vedno več naših diplomantov zaposlenih tudi v podjetjih. To pa zato, ker veliko podjetij posluje z državo. Tisti, ki tam poslujejo z državo, morajo zelo dobro poznati predpise, brati javna naročila, no in naši diplomati so v tem zelo dobri. Tale program, interdisciplinarni program, kar pomeni, da širino nekega znanja pridobite, širok razvoj kompetenc, kar tudi pomeni potem neko večji garant za uspešnost dela v praksi. Rekel sem, tako v javnem sektorju kot v zasebnem sektorju, tudi v zasebnem sektorju imamo kar nekaj študentov, ki zasedajo zelo, zelo pomembna ali pa zanimiva delovna mesta. Skratka, program nudi zelo veliko, možnosti je veliko, seveda pa na koncu vse odvisno od tistega, ki študira oziroma od tistega, ki prinaša svoje znanje. Tako poteka študij na fakulteti, ločimo na drugi stopnji, druga stopnja, to je magistrski študij, ločimo organizirane oblike, predavanja in pa seminarje. Predavanja in seminarji so prilagojeni zaposlenim, kar pomeni, da izvajamo v popoldanskem času, med tednom praviloma, in pa da to svoje delo tudi povezujemo s konkretno prakso raziskovanja, vključujemo raziskave, projekte na študijski proces. Potem za podporo samega študijskega procesa na magistrskem študiju imamo tudi e-učenje, mi rečemo, to se pravi, imamo učilnice v Moodlu, ki olajšajo delo,
Smo pa tudi zdaj v tem času krize brez kakšnih večjih težav preklopili, če tako rečem, za en čas v e-obliko, kar pomeni, da smo tudi vsa predavanja, vse seminarje na koncu izpeljali na e-način. Kar nekaj dela seveda na magistrskem študiju je potem tudi samostojnega dela. Imamo zelo dobro opremljeno knjižnico, specializirano za področje javne uprave. Potem kot naš študent dobite brezplačno geslo za dostop do digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani in pa do dostop do vseh drugih knjižnic Univerze v Ljubljani. S tem ta vstop v digitalno knjižnico Univerze v Ljubljani pa pomeni, da vam je tam brezplačno na razpolago na tisoče, bolje rečeno na milijone člankov, ki jih lahko potem zastonj uporabite pri svojem delu. Veliko gradiv, ki jih porabite, ki jih boste potrebovali pri delu, izdamo na fakulteti, bodisi da so to monografije, članki, tudi učbeniki, tako da tudi z tega vidika je zadeva, bom rekel, pokrita. Zelo dobro smo vpeti v mednarodno okolje, kar pomeni, da sodelujemo s številnimi mednarodnimi inštitucijami. Zelo veliko naših študentov tudi potem prilagodi svoj urnik ali pa svoj program, svoj študijski program možnosti te mednarodne izmenjave, kar pomeni, da odidejo za en semester, 2 semestra, mogoče celo več kot en semester, zraven še tisto diplomo magistrskega študija, včasih študentje pišejo. So pa te partnerske univerze praktično po celi Evropi, v Združenih državah Amerike, tudi na Kitajskem, tako da nekdo, ki želi del obveznosti opraviti nekje drugje, pa tudi pridobiti nekaj izkušenj mednarodnih, morda sklepati nova prijateljstva, lahko to stori tudi v okviru samega študijskega programa. Zdaj, prej sem omenil, da spodbujamo nek razvoj kompetenc študentov. Te razvoj kompetence dostikrat kaže bodisi preko športne dejavnosti, imamo močno nogometno ekipo, zdaj košarkaši v zadnjih 5 letih enkrat tretji, enkrat drugi, drugače pa vedno prvaki univerzitetne lige, potem vedno več pozornosti tudi namenjamo drugim oblikam obštudijskih dejavnosti, ki so povezane recimo s prostovoljstvom, z intelektualnimi dejavnostmi. Potem pa tudi v letošnjem letu je bila začrtana fotografska delavnica. Skratka, te študijske dejavnosti so več ali manj vezane na neka pričakovanja potrebe študentov, če je interes vaše strani, potem poveste, se pogovorimo in praviloma potem tudi neko tako obštudijsko dejavnost organiziramo. Vse to v funkciji razvoja kompetenc študentov oziroma na koncu tudi zato, da je posameznik kar se da dobro usposobljen. Ker znanje, ki ga dajemo, znanje, ki ga berete, študirate, znanje je eno, vse te kompetence, ki so pa, bom rekel, včasih pridobljene ob študiju, so pa tudi zelo, zelo pomembne. Poleg tega študentom nudimo različne oblike tutorstva. To v bistvu pomeni brezplačne inštrukcije, če drugače rečem. Imamo veliko dobrih študentov, ki so pripravljeni nuditi to tutorstvo. In sicer imamo tutorstvo za začetek, kako sploh začeti študijem, potem tutorstvo po različnih področjih našega raziskovanja oziroma dela učenja, potem imamo tutorstvo, ki je povezano z raziskovanjem, konkretno prakso, pedagoško tutorstvo. Skratka, zelo veliko želimo dati študentom, to pa zato, ker verjamemo, da le na koncu je tisti, ki zaključi, tisti, ki diplomira, in na tak način lahko tudi razvija vse tisto, kar je prav, da razvija, vse tisto, kar mora imeti, da bi potem lahko dobro in uspešno nastopal na trgu dela. Mogoče samo še to, glede na to raznovrstnost študijskega programa, praviloma naši študentje kar dobijo, se pravi, ali je to zdaj neko sodelovanje, nek posel, neko delo, v veliki večini primerov tudi službo, tako da jasno, to ni garant, ker na koncu je vse to odvisno od lastne aktivnosti vsakega posameznika, ampak znanje, ki ga nudimo, ta širina je pa nekaj, kar je dobro in kar nam pripoznavajo tudi drugi, da je kot program, lahko rečem, primerno in odlično. Najlepša hvala dekanu za to izčrpno predstavitev oziroma za predstavitev glavnih poudarkov fakultete. Jaz sem prepričan, da je Fakulteta za upravo res ena zgledna članica Univerze v Ljubljani in da lahko v tem kontekstu seveda
vsi tisti, ki se boste vpisali na naš program, pričakujete res kvalitetno storitev. Ne nazadnje vemo, da zaposlitev v javnem sektorju kot taka prinaša tudi v povprečju višjo plačo. Sej to so javni podatki. Mimogrede, prej na začetku nisem vas opozoril, prosim, če imate kakršnakoli vprašanja, da se javljate na klepetalnici oziroma v chat sobi, kjer lahko sproti zastavljate vprašanja in bomo na večino od njih poskušali tudi z našimi gosti oziroma udeleženci omizja odgovoriti. Sedaj pa gremo na ta drugi del, ki seveda obsega program, na katerega se vi nameravate vpisati, to je magistrski študijski program upravljanje javnega sektorja. Gre za edinstven program v slovenskem prostoru, ki je edini tudi mednarodno akreditiran, torej kot vidite na vseh teh naših predstavitvah, EAPA Accreditation pomeni, da je ta program evropsko akreditiran, kar pomeni, da imate olajšan dostop do samega trga dela, ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše. Hkrati smo tudi del tega tako imenovanega EMPA območja, torej EMPA Evropskega združenja programov na področju javne uprave. Ta študijski program traja 2 leti, v teh 2 letih pridobite 120 kreditnih točk, imate na razpolago 120 rednih mest in pa 40 izrednih mest. Kaj več o tem bomo seveda slišali tudi strani študijskega referata. Kraj izvajanja je trenutno samo Ljubljana, vendar pa, kot ste že prej bili seznanjeni, imamo vrsto oziroma možnosti izvajanja tudi preko Moodla oziroma preko e-obliki in v sedanjem stanju se je praktično celoten program v drugem semestru izvajal online, tako da imamo tukaj ogromno izkušenj in študentje so to izkušnjo tudi zelo pohvalili, vsaj kot skrbnik sem dobil ta feedback strani študentov, bo pa seveda tudi kolega študent, torej Grega Rudolf, povedal kaj več o tem. Na koncu, ko končate vse obveznosti, ko pridobite vseh 120 kreditnih točk, pridobite naziv magister oziroma magistrica upravnih ved in lahko s tem nazivom seveda potem ste izjemno konkurenčni tudi na samem trgu dela. Kot sem rekel, ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše. Program traja 2 leti, v prvem letniku imate na sporedu 6 obveznih predmetov in pa potem obvezne izbirne predmete v obliki dvojčkov. Gre za, lahko bi rekli, interdisciplinarni program, kjer slišite zadeve oziroma predmete tako z področja prava, uprave, informatike, ekonomije in pa tudi strani organizacij oziroma human resource managementa, tako da tukaj ste z vseh strani opremljeni z dodatnimi znanji, ki jih potem lahko naprej nadgradite v drugem letniku in seveda potem v samem magisterskem delu. Posebnost so ti dvojčki, torej obvezni izbirni predmeti, izberete prvo, drugo ali tretjo kombinacijo, nekomu so bližji predmeti z področja menedžmenta, nekomu bližji predmeti z področja upravljanja z ljudmi in pa informacij. Tretje področje je pa bolj pravno oziroma upravno usmerjeno, pravo in upravo EU in pa lokalno in regionalno upravljanje. To je prvi letnik. Ko upravite prvi letnik oziroma tiste minimalne obveznosti za vpis v drugi letnik, potem imate na razpolago 3 študijske programe oziroma smeri, sicer javna uprava, upravljanje in pa javno upravljanje in Evropska unija, tako da smo tukaj raznoliki, vam nudimo torej več možnosti samega študija. Kar zadeva javne uprave, je tukaj obarvano seveda z področja tematik z javne uprave, torej z vidika tako analize javnih politik kot ekonomika, analiza poslovanja, organizacijska dinamika, regulatorne tehnike in pa potem izbirni predmeti. Boste sami potem, vam bom predstavil tudi izbirne predmete, gre za širok spekter izbirnih predmetov, ki so vam blizu in vam lahko olajšajo oziroma pomagajo pri pripravi samega magistrskega dela. Druga smer je smer upravljanje. Ta je bolj menedžersko usmerjena,
kot vidite, že v samem predmetniku imamo strateški menedžment, pravne vidike menedžmenta kadrov, tehnike, orodje za prenovo poslovnih procesov, potem tudi ekonomski del, mehanizmi javnega financiranja. Prav tako tudi tukaj izberete izbirne predmete, imate pa tudi pri vseh 3 smereh seminar osebnega razvoja, kjer spoznate tako način obnašanja, kot tudi samega osebnostnega razvoja. Torej gre za novost v našem študijskem programu, kjer in tudi na samih straneh si lahko bolj podrobno vsakem od teh predmetov preberete. In še tretja smer, ki je novost, bi lahko rekli, torej smer javno upravljanje Evropska unija. Gre za smer, ki je bolj evropsko usmerjena v smislu, kot vidite, evropske javne finance, potem tudi trajnostni razvoj, ki ga Evropa izjemno podpira, analiza javnih politik, s poudarkom tudi na evropskih politikah, in potem izbirni predmeti, kjer imate tudi vrsto možnosti izbire predmetov, ki se navezuje na evropsko tematiko. Izbirni predmeti so navedeni tukaj, kot vidite, so iz vseh ved, ki jih torej upravna znanost vključuje, tako iz področja prava, uprave, tudi ekonomije, informatike oziroma informacijskih sistemov. Tako da vidite, tukaj imate iz tega nabora izberete 2 predmeta in, če se vrnem, potem zaključite magistrsko delo, ki prinaša potem zadnjih 20 kreditnih točk in na ta način potem zaključite magistrsko delo. S tem na nek način lahko zaokrožite ta program, seveda ponavadi ne zaključite študija v 2 letih, ker pač seveda študijsko leto se konča po 2 letih, potem pa vpišete v absolventa in v tistem letu se potem pričakuje, da nekako ta program zaključite z samim dokončanjem magistrskega dela in uspešnim zagovorom na fakulteti. Zdaj vas verjetno, jaz vas seveda vljudno vabim, da se tega programa udeležite oziroma da se vpišete v ta program, kajti izkušnje študentov je tudi na splošno, glede na to, da smo vpeti v mednarodno okolje, dobivamo nazaj povratne informacije, da je modern program, vrsta Erasmus študentov se udeležuje tega programa in dejansko dobivamo pozitivne signale. Sem pa kot skrbnik tega programa seveda nenehno na preži, da se ta program modernizira, da je torej v stiku s časom in da odgovarja na izzive trga dela. Tako da smo zagotovo tukaj moderni. Sedaj bi pa predal, ker smo se že vmes dotikali tematik vezanih na torej vpisne pogoje, na samo upravljanje obveznosti v okviru programa, se boste velikokrat obračali na študijski referat in v tem pogledu bi seveda vljudno prosil predstojnico študentskega referata, gospo Natašo Ferderber, da nam predstavi seveda tiste glavne poudarke, predvsem pa tisto, kar vas zanima, kdaj so roki in podobne ostale tehnične podrobnosti, ki so dandanes oziroma v teh okoliščinah še posebej pomembni, ker nismo v vsakdanjih okoliščinah. Zaradi covida in ostalih težav, ki so povezane s tem, so verjetno tudi roki malce prilagojeni. Tako da, Nataša, mogoče glavne poudarke teh okoliščin oziroma novosti v zvezi s tem. Hvala lepa, dr. Aristovnik, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Ja, upam, da ste izvedli dovolj zanimivih informacij, ki vas bodo prepričale, da boste oddali prijavo za vpis na naš magistrski študijski program Uprava upravljanja javnega sektorja. V tem vpisnem postopku, ki ga mnogi enačimo samo z enim korakom vpis, sta pravzaprav 2 koraka. Eden je prijava, drugi je pa vpis. Brez prijave pa ni vpisa. Možnost prijave je odprta že kar nekaj časa, nekje od sredine marca in bo odprta vse do 20. septembra, ko boste vsi kandidati, ki nameravate študirati na tem študijskem programu, lahko oddali prijavo.
Če tudi v tem trenutku še niste zaključili študija na prvi stopnji oziroma tega ne boste zaključili še do 20. septembra, vas pozivam, da vkolikor obstaja samo 1 promil želje po študiju, da prijavo resnično oddate preko spletnega portala Ministrstva za izobraževanje, kamor prijavo lahko date na več načinov. Če imate kvalificirano digitalno potrdilo, zadostuje zgolj in samo oddaja prijave, elektronske prijave. Če pa tega nimate, torej če boste oddajali prijavo brez kvalificiranega digitalnega potrdila, pa boste mogli na Fakulteto za upravo posredovati še vašo podpisano prijavo za vpis, ki bo potem osnova za sam izbirni postopek, ki bo potekal po 20. septembru in bo zelo, zelo kratek. Pričakujte nekje v roku 5 dni, da boste dobili naše obvestilo, ali ste na program izbrani in na kakšen način se lahko vpišete. Vpisi že nekaj let na Fakulteti za upravo potekajo izključno online, tako da nikakršnega fizičnega kontakta se ne pričakuje, tudi če bo prišlo spet do kakšne situacije povezane s koronavirusom. Vkolikor bodo na voljo potem še prosta mesta po tem 20. septembru, torej da prostih mest ne bomo zapolnili, bo fakulteta v predhodnem dogovoru z Ministrstvom za izobraževanje podaljšala rok zbiranja prijav, vendar ne dlje kot do 30. septembra 2020. To je pa res tisti deadline. Torej še enkrat res lepo prosim, vkolikor obstaja le malo želje, oddajte prijavo. Prijava vas ne zavezuje k vpisu, tako da ne bo kakršnekoli bojazni, da bi potem morala vladati tukaj nekaj prisila ali pa da je karkoli pač treba nujno narediti. Vpisa brez prijave, torej če bi karkoli potem skušali posredovati na sami fakulteti, pa ne bo. Toliko z moje strani, kar se teh zadev tiče. Če je morda med vami tudi kakšen kandidat, ki se zanima za vpis po merilih za prehode, to so tisti kandidati, ki so morda že nek del izobraževanja ali pa v celoti izobraževanje opravili na kakšni drugi fakulteti. Tukaj v tem primeru, če je možno priznati vsaj polovico obveznosti na programu, na katerega se želi nekdo vpisati, tudi ta možnost obstaja, vendar v tem primeru bi pač prosila, da se potem v chatu oglasite oziroma da se na nas obrnete kar po mailu na referat, pa vam bomo z veseljem odgovorili na vaše vprašanja. Toliko z moje stvari. Najlepša hvala za te res uporabne informacije. Verjetno naše študente to najbolj zanima. Prepričan sem, da tisti, ki so še nekako omahovali ali se prijaviti na ta program, bodo po današnji predstavitvi zagotovo prepričani, da je to njihova prava odločitev in se bodo prijavili na portal, ki je tukaj na vaši strani, tako da do 20. septembra imate čas za samo prijavo. Kot sem že na začetku predstavil, pa imamo torej izjemno veselje, da lahko predstavimo med nami tudi oziroma slišimo mnenja tudi z druge strani, to je strani naših uporabnikov storitev fakultete in tudi tega programa. In najprej bi seveda predal besedo magistrici Gordani Mikunovič, ki je zaključila program druge stopnje na naši fakulteti in je sedaj tudi predsednica fakultetnega alumni kluba, da mogoče z nami deli izkušnjo glede samega magistrskega študija in pa potem, ali je bilo enostavno dobiti službo s to izobrazbo. Čisto na kratko, mogoče za začetek. Pozdravljeni. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Zelo me veseli, da lahko sodelujem pri tem dogodku moje bivše in sedanje fakultete. Jaz imam
čudovite izkušnje na magistrski študij, in sicer tako iz vidika druženja s sošolci, sodelovanja s profesorji in pa tudi iz vidika samega študija. Jaz vidim največjo korist v tem, da sem uspešno združevala izkušnje, ki sem jih pridobila pri delu, sem jih uspešno združevala z pač teorijo, ki sem jo pridobila pri predavanjih, in jaz sem pridobila osebno ogromno znanja na naši fakulteti. In najbolj mi je ostalo v spominu, torej znanje iz področja raziskovanja, znanstvenih metod, projektnega dela in upravnega postopka. Kako bi rekla, jaz sem vsa ta znanja, ki sem jih pridobila na fakulteti, jih uspešno še danes uporabljam, torej po 20 letih lahko verodostojno trdim, da jih še danes uporabljam, tako pri samem delu na upravni enoti, ministrstvu in vladi, kot v vsakdanjem življenju, v upravni postopki, s katerimi se srečujem tudi kot stranka. Super. A mogoče še kot aktualna predsednica alumni kluba, kaj ta klub prinaša? To je klub bivših diplomantov, tako dodiplomske kot podiplomske ravni. Fakulteta mi je izkazala to izjemno čast, ko mi je podelila to funkcijo predsednice kluba alumnov. Ob tej priložnosti vabim tudi bodoče študente, da se včlanijo v naš klub, ker jaz bi želela, da izkoristijo vse te možnosti, ki jih klub ponuja. Torej, to ni samo druženje z sošolci, z bivšimi sošolci, ali pa druženje s profesorji, ampak klub ponuja ogromno nekih prednosti, za katere želim, da jih bodoči študenti izkoristijo. Jaz bi si želela, v svojem času, ko sem bila študentka, da bi imela to možnost, ker zdaj šele vidim, da je možno izkoristiti, tako mreženje, kot klub ponuja tudi možnosti za neke poslovne stike. Recimo, tu ne govorimo zgolj o klubu alumnov fakultete za upravo, ampak klubu alumnov celotne univerze v Ljubljani. In ta spekter ugodnosti, ki jih ponuja tako en in drugi klub, je zelo širok. Govorimo o brezplačni članitvi v različne knjižnice, o popustih v gledališča. Mogoče iz vidika študentov se jim bo zdela zanimiva možnost, ker na Univerza v Ljubljani oglašuje tudi prosta delovna mesta. Mogoče se jim bo to zdelo bolj zanimivo. Imajo možnosti za mreženje na različnih nivojih in jaz bi si res želela, da te koristi obrnejo sebi v prid in jih veselo izkoristijo. Zato bi si res želela, da te koristi prepoznajo in se včlanijo že takoj na začetku. In na fakulteti je ekipa, ki na tem področju dela, in z veseljem se bomo odzvali in jim tudi pomagali. Najlepša hvala za te spodbudne besede, oziroma tudi, da slišimo iz prve roke strani bivših naših študentov oziroma naši diplomanti, ki zdaj so že vključeni na trg dela že kar nekaj časa, in da so take spodbudne informacije. To pomeni, da je zagotovo naša fakulteta prava izbira. Seveda je pa zelo aktualno slišati mnenje oziroma priporočilo, ali je ta študij primeren oziroma kakšna je sama izkušnja strani trenutnega študenta oziroma s strani študenta, ki v tem trenutku obiskuje ta program. In zato me izjemno veseli, da imamo v naši družbi danes tudi gospoda Grega Rudolfa, ki bo predstavil mogoče njegovo izkušnjo
s tem programom in pa njegovo priporočilo oziroma njegov pogled za naše bodoče oziroma potencialne študente. Izvolite. Zdravo, kot je bilo že veliko prej povedano, moje ime je Grega, sem predsednik študentskega sveta naše fakultete, drugače pa tudi študent točno tega programa, ki ga danes predstavljamo, torej magistrskega programa upravljanja javnega sektorja. In če iz svoje izkušnje lahko rečem, je, da študij res omogoča, da nekako kombiniramo uspešno več različnih aktivnosti. Recimo sam tudi delam preko študentskega servisa, zraven študiram in študij je nekako tudi tako zasnovan, da se da povezovati te različne aktivnosti med sabo. Študij poteka popoldan, tako da omogoča tudi nekaj prostega časa in orientiranje res interdisciplinarno, kot ena izmed meni osebno ključnih prednosti fakultete, tako da ne glede, kje delate ali pa kje boste mogoče delali kasneje, bo točno ta interdisciplinarnost vplivala, da boste pri tem še boljši, ker boste širino imeli, ker boste poznali različne vidike, tako ekonomske, informacijske, organizacijske ali pa tudi konec koncev upravne in upravno-pravne smeri, tako da boste strokovnjak na svojem področju, pa tudi vedeli boste v drugih področjih. Tako da je ravno ta interdisciplinarnost ključna, se mi zdi. Pomembno je bilo meni, ko sem se vpisoval na to fakulteto, tudi, da so predmeti nekako povezani, da se dopolnjujejo pa nagrajujejo med sabo. Tako da točno to se mi zdi ena prednost te fakultete, ki mogoče manjka kakšni drugi fakulteti. Tako da ta širina, ta sposobnost razmišljanja mečkan izven okvirjev, pa da se ti lahko prilagodiš kateremukoli delovnemu mestu v javni upravi ali pa tudi izven nje, je meni osebno pri tej fakulteti najboljše. Zdaj, glede priporočila, kaj bi jaz priporočil našim bodočim študentom, zdaj verjetno čisto klasično priporočilo, da se študij vzame resno, da ga probamo živeti, da probamo vse od pedagogov in predmetov potegniti čim več, kolikor lahko. Čim več v času študija sprašujte, se angažirajte, tako da boste celostno pristopili k študiju, ampak tudi ne pozabiti uživati. Se mi zdi tudi ta del študija pomemben. Konec koncev so ti vezi, ki jih boste spletli s sošolci ali pa tudi s pedagogi, mogoče še bolj sošolci, ker bodo to mogoče vaši bodoči sodelavci ali pa mogoče neke potencialne mreže, ki jih boste imeli, nekaj ključnega. Tako da to sodelovanje, kot je to že gospod dekan omenil, je zelo pomembno pri naši fakulteti. Sploh zato, ker smo mala fakulteta, je tega veliko več in večja možnost, je lažje kot kjerkoli drugje. Tudi recimo personaliziranega študija v smislu, da profesor res si vzame čas, da recimo vaše vprašanje odgovori na vaše poglede, vaše izkušnje, se deli med sošolci in podobno. Tako da to pa vse močno doprinese, da ste res v študiju aktivno vpeti. Hvala. Mogoče vprašanje v zvezi s tem je, verjetno marsikoga zanima, ali je ta študij, nekaj ste že omenili, ampak ali je prijazen študentu v smislu kombiniranja zasebnega življenja, ne vem, službe in pa potem študija, kako poteka sam študij, mogoče je to v dopoldanskem času, za vikende, ali tudi online, ali so te učilnice na razpolago gradiva in podobno, mogoče še z tega vidika, verjetno marsikoga to zanima. Ja, meni se zdi, da študij je izoblikovan tako, da mi katerikoli prijatelji kdaj kar zavidajo. Pri nas je študij popoldan, tako da lahko delamo zjutraj in lahko redno delamo. Veliko mojih sošolcev ali pa tudi mogoče kasnejših letnikov so redno zaposleni in normalno lahko opravljajo te obveznosti v službi in potem v študiju, ker poteka študij nekako popoldne, v popoldanskem času tam okoli 4., pol 5. ure pa do večera do 8. In še to poteka ponavadi 3 do 4 na teden, tako da načeloma ni prevelika obremenitev za študenta, ampak kljub temu pa zahteva pač neko angažiranost, pa pač resno delo. Veliko dela je online, veliko dela je preko nekih seminarskih nalog, sploh zdaj v času korone, smo čisto normalno delali vsi online in se je izkazali za zelo dobro zadevo. Imamo zelo napredno narejeno tudi spletno učilnico, ki nam omogoča marsikaj, od raznih posnetkov naprej do videokonferenc, kvizov in podobno, tako da veliko dela se da tudi na ta način narediti. Tako da bi jaz rekel, da ja, načeloma čisto normalno se da usklajevati družinsko pa študijsko življenje in mi ni nobenega problema
delati obe dve stvari naenkrat. Vem pa, da na nekaterih fakultetah je pa to težje. No. Mogoče, da izkoristimo še to priložnost, glede na to, da ste tudi predsednik študentskega sveta, mogoče kako je pa organizirano študentsko življenje, tisti, ki pa imajo malo več časa, tudi mogoče glede kaj študije v tujini, kakšne so izkušnje študentov, kolegov, ki so šli ali pa celo vas, tako da mogoče še na kratko o tej dimenziji. V bistvu, ja, kot predsednik študentskega sveta lahko povem, da študenti so na tej fakulteti bili in še vedno so nek pomemben del fakultete. In jaz sem zelo osebno vesel, pa tudi ostali moji sošolci so veseli, da lahko tako dobro sodelujemo z vodstvom, pa da so naša mnenja tudi slišana konec koncev, ne, in so pomembna. Tako naše pohvale, predvsem pa tudi kritike konec koncev, ne. Vidimo, da vsako leto se naredijo določene spremembe ravno na teh kritikah in mnenjih študentov in se veliko stvari izboljšuje tekom let. To, da smo zdaj že prišli do nekega tega programa, ki je izjemno dober in fakulteta se zna poslušati, ne samo slišati in razumeti te potrebe študentov. No. Tako da zdaj oblikovani so znotraj fakultete, imamo oblikovane dve skupine nekih študentov, imamo študentski svet na eni strani, pa študentsko organizacijo na drugi strani. Zdaj študentski svet, kot sem že rekel, je bolj ta formalni del študentskega življenja, res zahteva to aktivno sodelovanje študentov. Tukaj študenti sodelujemo v raznih komisijah fakultetnih, načeloma dajemo mnenja, predloge, kritike v zvezi s študijem, pa tudi smo nek glas študentov, in sodelujemo s fakulteto in z vodstvom pri izboljšavah raznih organizacij, raznih dogodkov in podobno. Ne. Poleg tega, kot sem pa že omenil, pa še študentska organizacija, ki pa živi bolj na principu, da je treba študentsko življenje ne samo preživeti, ampak doživeti. Torej skrbijo za to organizacijo druženj, raznih izletov, konec koncev tudi nekih dogodkov za izboljšanje tega obštudijskega dela življenja, ki je pa definitivno pomemben. Ne. Tako da bi jaz rekel, da smo študenti na tem faksu kar zelo povezani med sabo v neko celoto, tudi fakulteta nas vključuje v te razne dogodke in celoto sam in je. Tako da se vsako leto nekako majčkeno ta študij izboljšuje na podlagi nas, pa na podlagi fakultete, tako da se mi zdi, da vsaj z moje strani, da so same lepe besede glede vsega tega. Ne samo zato, ker sem predsednik študentskega sveta, ampak nasplošno se mi zdi. Super, najlepša hvala za te informacije. Zagotovo sem pa zdaj prepričan, da obstaja vrsta vprašanj z vaše strani, tako da izvolite, zapišite vprašanje v okviru klepetalnice, Zoom webinar chata, kjer vam bomo z veseljem odgovorili na vaše vprašanje in s tem verjetno tudi ostalim kolegom oziroma kolegicam, ki razmišljajo oziroma se bodo po današnjem online informativnem dnevu zagotovo odločili za vpis na magistrski program Uprava upravljanja v javnem sektorju. Tako da kar izvolite in tukaj imamo zdaj vse naše paneliste. Tukaj je zdaj vprašanje, ali je potrebno opraviti pred vpisom še kakšen diferencialni izpit. Mogoče Nataša, če lahko kar se odgovori javno vsem ostalim, da bodo slišali, tako da se lahko kar priključite in odgovorite. Vprašanje je vezano na diferencialne izpite. Če študent, ki se verjetno vpisuje iz druge fakultete ali pa seveda iz prejšnjih programov, ali mora pred vpisom opraviti še kakšne diferencialne izpite. Nataša, prosim. Diferencialnih izpitov ni potrebno opravljati, samo malo, upam, da se slišimo. Torej, še enkrat, diferencialnih izpitov ni potrebno opravljati tudi tistim kandidatom, ki prihajajo iz fakultet, ki ne izvajajo sorodnih študijskih programov našemu. Tukaj se
je precej liberaliziran vstop tudi za ostale kandidate, gre pa potem pričakovati oziroma je verjetno potreben malo večji vložek pri nekaterih predmetih, s katerimi se morda na vašem predhodnem študijskem programu niste srečali. Morda upravno procesno pravo je eden takih predmetov, kjer je potrebno morebiti predhodno znanje upravnega postopka. Pa še tukaj bi se rada navezala predhodno na Grego in na njegovo informacijo o tem, da se študij izvaja v popoldanskem času. Kandidate bi želela pozvati, da izkoristijo to možnost rednega vpisa. Namreč naša zakonodaja dopušča, da se tudi zaposlena oseba vpiše kot redni študent. Tukaj ne gre za neke omejitve, se pravi, ne glede na starost, ne glede na zaposlitveni status, ste lahko reden študent, če lahko vaše delovne obveznosti usklajujete s študijskimi obveznostmi. Razlika je pa ta, da socialnih transferjev v primeru, da ste zaposleni, ne morete črpati iz naslova statusa študenta. Hvala. Mogoče, če smem, če smem še eno razlika je tudi v tem, da če ste redni študent, to se pravi, če je ta študij zastonj, potem ste dolžni tudi obiskovati seminarje. In sicer v 80%, kar pomeni, da če imamo 4 seminarje na predmet, potem vsaj tam pri 3 ste dolžni aktivno sodelovati. Tako, hvala. Še kakšno vprašanje? Tisti, ki ste seveda študirali na naši dodiplomski ravni, verjetno študij na fakulteti zelo dobro poznate, tako glede opremljenosti, kot tudi glede samega načina izvedbe, tudi glede literature. Torej, vsa literatura je večinoma že pripravljena, dosegljiva preko online, tako da ni nekih hudih dodatnih stroškov, tako da tukaj ste verjetno na boljšem, kot bi bili sicer, ni potrebno kupovati nekih dragih knjig, učbenikov. Sicer pa še kakšno vprašanje, tukaj smo vam zdaj na razpolago, drugače imate seveda vse podatke, vse informacije tudi na internetnih straneh. Referat vam je nenehno na voljo, če so še kakšne dodatne informacije oziroma potrebne informacije pred samo odločitvijo, seveda ne odlašati, sicer mest je kar nekaj, pa vendarle torej bodite konsistentni in poskušajte opraviti vpis, seveda takoj, ko bo to mogoče. Torej, vas še karkoli zanima strani ali strani študenta, alumnija oziroma strani referata, strani samega programa, da vam tukaj lahko karkoli pomagamo, ali strani splošnega dela fakultete, kjer da bi vas karkoli zanimalo in vam olajšalo vašo odločitev. Mogoče, če smem, Aleksander, zdaj v zadnjih letih je vedno več kandidatov, študentov, diplomantov drugih fakultet. Verjetno tudi zato, ker tisto osnovno vedenje, znanje, ki ga študent dobi na prvi stopnji, nekako zadošča za tisto osnovno strokovno delo. Vse, kar je pa ostalo povezano z upravljanjem, konec koncev tudi menedžeriranjem ali pa vpetostjo v neko področje, tega znanja pa lahko študent veliko dobi pri nas na fakulteti za upravo. Tako da zadnjih nekaj let, lahko rečem, je kar nekaj, ali pa kar precej študentov magistrskega študija, ki prihaja k nam iz druge fakultete, pomeni, da so diplomirali na prvi stopnji nekje drugje, potem pa nadaljevali pri nas. Tule je zanimivo vprašanje. Patricija sprašuje, ali se lahko redno zaposlim in redno študiram. Jaz mislim, da je to ravno ena od prednosti. Verjetno je že prej kolega Grega nam to predstavil, pa vendarle, mogoče samo na kratko, potem pa še ostali. Jaz bi tukaj lahko vam zagotovil, da je to mogoče, s tem, da morate seveda opraviti vse obveznosti za pristop k izpitu, kot je bilo preomenjeno, obisk seminarjev in pa druge obveznosti, ki so nujne. Sicer pa vam tukaj ne kompliciramo. Mogoče, če bi še dodal kdo tukaj v tem kontekstu. Mimogrede, tudi naš urnik je ravno temu prilagojen, začnemo s predavanji ob 4:30, kar pomeni, da
je praktično za vse, ki so zaposleni, ta urnik slušatelju prijazen. Torej, ni ovire, če ste, kljub temu, da ste zaposleni, ste še vedno redni študent. Seveda ob nekih omejitvah, ki jih je pa Nataša izpostavila, mogoče je še tukaj treba karkoli. Kar se tiče študentov, imamo eno izvedbo. Sprav, vsi skupaj je izvedba popoldan ob 4:30, pa tam do 20 do 8 praviloma, to se pravi 4 šolske ure na dan, kot je bilo rečeno prej, 3-krat, 4-krat na teden, odvisno od tega, kako imate seminarje. Vse skupaj poteka približno 4-5 tednov, potem je praviloma odmor, ni odmor 2-3 tedne za pripravo na izpit, potem pa izredni izpitni rok je vezan na to skupino, v kateri ste sodelovali. Jasno pa imamo potem razpisane še dodatne izpitne roke, redne izpitne roke v izpitnih obdobjih, se pravi januar, februar, potem junij in pa september. Hvala. Samostojnega dela je kar nekaj, kar pomeni nekaj praktično. Pri vsakem predmetu imate neko obveznost, seminarske ali pa neke druge naloge, vendar to dostikrat pomeni, da delate tudi seminarje v paru, 3-4 skupaj, tako da gre, bom rekel, bolje namen tega sprotnega dela sodelovanja v tem, da razvijate še neke druge kompetence zraven, ne te kompetence timskega dela, kompetence sodelovanja. To pa zato, ker na fakulteti imamo vsako leto tam 2-krat, 3-krat, vsaj 3-krat na leto srečanja z delodajalci, jih povprašamo, kaj je zdaj v teh naših programih dobro oziroma kaj je takega, kar bi z vidika prakse še potrebovali. To je en vir potem za prenovo programov, en vir za dodatne zbirne predmete, en vir idej pa tudi za same metode dela. In v zadnjih letih je bilo precejkrat izpostavljeno, da naj na nek način naučimo ali pa naučimo študente tudi tega sodelovanja, ker na koncu, ko si študent, mogoče nekdo študira sam, ampak ko pridemo v službo, je pa treba sodelovati. In iz tega vidika smo tudi postavili praktično pri vseh predmetih neke take obveznosti, ki posegajo bodi si zdaj na neko aktivno sodelovanje, na neko seminarsko delo ali kaj podobnega. Pa še nekaj morda dodam, veliko študentov povabimo tudi v različne projekte. To so projekti, ki jih delamo bodi si za javno upravo, bodi si projekte, ki jih delamo za gospodarstvo, ali pa so to neki projekti iz naslova nekih evropskih razpisov. Lahko rečem, da vsako leto praktično tam okrog 30-35 študentov je kar vključenih v takšne zgodbe. Včasih so to trajanje krajše, recimo mesec, 2, včasih je to več, 3, 6, mogoče celo leto. Je pa to potem zelo dobra osnova za konec koncev za pripravo magistrskega dela in pa tudi mogoče za nek kontakt do delodajalcev, ki potem tudi preko sodelovanja v projektu lahko prepoznajo kompetence in pa neke potenciale teh naših študentov. Najlepša hvala. Verjetno je tukaj tudi, torej kar zdaj seminarske naloge, se veliko tudi poudarja, da študentje bi mogoče v neko smer že od začetka izdelovali seminarske naloge proti svoji magistrski tematiki, da se seznanjajo z različnih zornih kotov, z različnih ved o neki tematiki, tako da je tukaj to zelo priporočljivo. Mogoče še en tak moment, ki ga mogoče nismo toliko izpostavili, torej ta študij je brezplačen zaenkrat, kar pa ni nujno, da bo v prihodnje, tako da če ste sploh, seveda vemo, kaj se bo verjetno v prihodnjih mesecih tudi letu, 2, 3 dogajalo z javnimi financami in okoliščinami, tako da bodite tudi z tega vidika osveščeni oziroma pripravljeni, da je mogoče tudi v prihodnosti, da se ta situacija tudi kaj zamenja. Mogoče dekan, ki v zvezi s tem še ima kakšno dodatno informacijo? Zdaj, kot je rekel dr. Ristovnik, govori se veliko, jaz bi tako rekel, če imate možnost, potem znanje je še vedno najboljša naložba. Zdaj,
tudi če boste izbirali fakultete, programe, jaz mislim, da tisto prvo, kar velja, na kar bi jaz tudi gledal, je Univerza v Ljubljani, diploma Univerze v Ljubljani, to pa zato, ker tudi v mednarodnem merilu zelo veliko pomeni, ker zelo veliko daje svojim študentom in ker tudi odpira mnoge poti izmenjav mobilnosti v tujini. Po drugi strani pa jasno Fakulteta za upravo kot članica, s programi, ki so, slišali smo, zastonj tudi, če ste zaposleni, tudi z mednarodno vpetostjo, tudi z vsemi temi akreditacijami, ki govorijo o kakovosti našega dela, prav gotovo nudi dovolj potencialov potem za nek uspeh na karierni poti. Je pa tako, kot vedno, programi so v redu, vsebine so okej, na koncu je pa to ali pa bo vse skupaj rezultat vašega truda, kar pomeni, da če se boste zavzeli, če bo to resen študij, potem verjamem, da bo na koncu tudi rezultat dober. Kot je pa že rekel Grega, študij ne pomeni samo sedeti za knjigo, pomeni tudi vzpostaviti neke nove stike, prijateljevati, biti v družbi z drugimi. Tudi zato te stvari spodbujamo na fakulteti, ker verjamemo, da marsikakšna kompetenca, ki je danes pomembna, se razvije tudi na tak način. Prej sem govoril o športu, mi v razredu, v predavalnicah lahko veliko govorimo o tem, kako timsko sodelovati, ampak šport je lahko en tak lep primer tega timskega sodelovanja. Tako da s temi obštudijskimi dejavnostmi se približamo študentom praktično takoj, ko je večja skupina študentov pripravljena sodelovati v neki aktivnosti, jo tudi organiziramo. In to, zdaj kot je bilo rečeno tudi, vse to je všteto v ceno tega študija, ki je pa zaenkrat še brezplačen. Najlepša hvala, tako da vidite, torej odločitev je na dlani, da se vpišete na ta študijski program, ki je edini program z področja javne uprave na Univerzi v Ljubljani in na ta način tudi seveda dobite diplomo vezano na Univerzo v Ljubljani, kar je seveda tudi dan danes, ko se gleda tudi, iz katere institucije prihajaš, na trg dela izjemnega pomena. Zdaj imamo še 2-3 minute. Eno vprašanje še v četu, in sicer glede vpisa v programe. Zdaj v prihodnjem študijskem letu bomo razpisali magistrski študijski program Uprava upravljanja javnega sektorja, ki ima potem 3 smeri, 3 module. Zdaj v prvem letniku niti ne izbirate modula, če je to slovenska izvedba, imate pa potem tam 3 pare, 3 dvojčke predmetov, s katerimi se že malo usmerjate potem, bom rekel, v smer drugega letnika. Ena posebnost je angleška verzija, ki jo tudi pričakujemo, da jo bomo vpisali. Če bo pa, se pravi, če bo do tega prišlo, verjamemo, da, potem ste pa tam omejeni s tem, da že v prvem letniku izberete to angleško smer. Sicer pa o konkretni smeri, to, kar je bilo prej povedano, javno upravo, upravljanje in pa EU, odločate kasneje v drugem letniku, razen, kot sem rekel, v primeru te 3. smeri, kjer je oziroma bo izvedba, vsa izvedba je planirana v angleškem jeziku. Najlepša hvala. Tako da zagotovo, torej, ko se vpišete v prvi letnik, ni potrebno izbirati nobenega modula, medtem ko vpis v drugi letnik potem sabo prinese izbiro katerega od teh modulov. Tako da toliko v zvezi s to dilemo oziroma s tem vprašanjem. Je še kakšno vprašanje? Je še kakšen izziv pred samo odločitvijo? Sicer bomo počasi zaključili in na ta način potem tudi zaokrožili našo srečanje. Jaz bi se v tem pogledu vsem najlepše zahvalil, našim panelistom, torej sodelujočim, študentkam in študentom, potencialnim študentkam in študentom našega programa. In kako naj zaključim, pridružite se nam in vidimo se jeseni.